Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani ugledni gostje, spoštovane govornice in govorniki, dragi udeleženci posveta Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu. Vesel sem, da vas lahko pozdravim v dvorani Slovenske Matice, v kateri je potekalo več izjemno pomembnih zasedanj skozi zgodovino, tudi v času demokratizacije in osamosvojitvenem procesu. Prav tako pa velja poudariti pomen Slovenske Matice za vzpostavljanje slovenskih kulturnih institucij. V tem oziru bi še posebej izpostavil prizadevanja za ustanovitev Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bila zamišljena kot krona slovenske kulturne infrastrukture. Društvo je te prostore pridobilo z nakupom iz stečajne mase Zavarovalne banke Slovenija še v času predsednika Janeza Blajvajsa, vendar je posel operativno izpeljal pomladek, ki je po smrti očaka v bolj ugodnem političnem času drvel naprej v prihodnost, novim priložnostim naproti. Ampak ob tem tudi poskrbel za zbiranje gradiva o starem in novejšem času ter o osebah, ki so posebej izrazito oblikovale svojo dobo. Svoje člane so spodbujali, da ohranijo korespondenco in pišejo spomine. Zbiranje gradiva o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije je ena ključnih nalog, ki jih je Vlada Republike Slovenije dodelila Muzeju slovenske osamosvojitve. Ker je obseg gradiva, ki ga hranimo, manjši, smo se odločili, da razstavo o dr. Jožetu Pučniku pripravimo s snemanjem pogovorov, pričevanj z njegovimi sodobniki. Ob tem moram dodati, da sta žal dva sogovornika v času dogovarjanja za snemanje umrla. Nekaj pa jih je v stanju, ko so pričeli dvomiti v zanesljivost svojega spomina. To je še dodaten argument, da je potrebno zbirati pričevanja in gradivo v čim prej in v čim bolj popolni obliki. Apeliram na vse, ki hranite gradivo doma, da ga uredite, saj je urejeno gradivo lažje prevzeti, pa naj si gre za naš muzej ali druge muzeje, ki hranijo kulturno dediščino. Ohranjanje kulturne dediščine je strokovno vprašanje, financiranje in organiziranje javne službe pa politično. Za vodilno idejo razstave o dr. Pučniku smo izbrali njemu ljubo Cankarjevo misel. Nobena kaplja krvi, če tudi pade na kamen, ne pade zaman. Na razstavi so obravnavani ključni tematski sklopi, pri čemer je težišče na stališčih njegovih sodobnikov. Vsi sogovorniki so pozdravili odločitev za pozornost Jožetu Pučniku ob 90. obletnici rojstva, pri tem pa so svojega sodobnika označevali za izjemnega, poštenega, spoštljivega, kremenitega, načelnega in intelektualno razgibanega človeka, ki je izhajajoč iz svoje humanistične zavezanosti pritiskal na gas v osamosvojitvenem procesu, kajti glede demokratizacije je vladalo sorazmerno široko soglasje, glede osamosvojitve pa ga je bilo treba še le izoblikovati. Vabim vas na ogled občasne razstave v naše začasne prostore na Jamovi 25 v Ljubljani. Za posvet pa upam, da bo predstavljal dodano vrednost. No, v to sem prepričan. Za organizatorja je pomemben indikator, kakšen posvet ga čaka, potem, koliko povratnih informacij referentov o pripravah na nastop dobi. No, in jaz sem dobil več klicev in sporočil. Obema financerjema, Ministrstvo za kulturo in Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, se zahvaljujem za finančno podporo in naklonjenost. Posebna zahvala pa gre Društvu Slovenska Matica, ki nas brezplačno gosti in nam je veliko oporo pri operativni izvedbi dogodka. Hvala gospodu predsedniku dr. Gabrišu in sodelavcem Slovenske Matice. Za govorniški pult vabim spoštovanega gospoda, predsednika Republike, gospoda Boruta Pahorja, osrednjega govornika posveta Jože Pučnik v spominu sodobnikov in zgodovinskem spominu.